O, stari, kaj sem jaz najdel? Sem vedel, stari. Parkiri avto. Parkiri avto zdaj takoj. Preletel sem na Palma de Mallorco zato, da peljem en avto, ki se ga zelo veselim. Poglej ga. Tole je nova generacija Citroena C5 Aircross. Spomladi sem bil v Parizu na prvem razkritju in že takrat sem povedal, da je to v moji knjigi v prejšnji generaciji bil eden najbolj podcenjenih avtomobilov svojega segmenta. Torej, danes sem tukaj, da prvič zagrabim za volan in da se skupaj premaknemo. Kar se pa same osnove tiče, a veš, kaj moraš še vedeti? Pri Citroenu so preklet dobro poskrbeli, da bo kupec še vedno imel možnost izbire, ko pride do pogona. Torej, ta avto bo na voljo kot blagi hibrid, podprt z 1,2 litrskim bencinarjem, ali kot priključen hibrid, ali pa, kot v primeru tega, kot električen avto z dvema različnima izvedenkama. Zdaj pa, da nam preveč povedal, pojmo že zagrabati ta volan, da vidimo, koliko je ura. Sem eno še razočaral, ne? Pazi, tole je še dva Mija so pripeljali, dobro. Pa še na punca se je vmes postavila za fotko. Aha, to ne bomo zbrali. Hello, we're from the Slovenian team, so we'll just take this one, yeah? O, Madonna, kakšni mehki zici. Na tele atraktivne zadnje luči sem opozoril že na prvi predstavitvi. Tole temu avtomobilu zares da en tak malo drugačen oblikovni pečat. V bistvu kar predrzno, ne? Vse je prav. Evo, imam prvi vtis, vozim priključenega hibrida. Kaj lahko povem? Prvo dejstvo, C5 Aircross je en tak, ne znam drugače reči, kot en zelo tih, zelo udoben kokon udobja. Kaj ena taka mini avtomobilska oaza miru. Mehak je, ko zažlajfaš, čutiš, kako želi karoserijo malo na nos prekucniti, ampak to ni avto za hitro peljati. Podvozje upraviči ta svoj sloves, dajmo reči, praktično maksimalnega udobja, ki ga v tem segmentu lahko najdeš. Zdaj v teh ovinkih moram reči, da se karoserija predvsem nagiba, ampak moram reči, da pa volan in nasplošno se mi avto ne zdi nenatančen. Precej precizen je lahko, tudi takrat, ko mogoče malo hitrejš zapelješ v ovink. Sicer pa priključen hibrid, ko sem se usedel noter, je kazal, da je baterija 100% polna in da mi ponuja za 83 ali 84 km samo električnega dosega. Splošen doseg je pa kazal tam 750 km, kar je krasen podatek. Drugače pa sedeži so tako udobni, kakor izgledajo. Sedim dobro, mogoče bi hotel imeti malo daljši sedalni del. Zdaj pa pot me pelje nazaj proti hotelu, se mi zdi, da moramo še par stvari razdelati. Evo, pa sem se zdaj presedel še na sovozniški sedež, da vam malo pokažem notranjost. To je ene vrste tkanina, ki je precej mehka. Vprašanje, koliko je občutljiva za različno umazanijo, oziroma kako dobro se da pol stvari sanirati, če se kaj userje. Drugače so pa opazni poskusi, da bi Citroen tudi z obliko armaturke oziroma z njenim zaključkom na obeh straneh pokazal malo oblikovne ekstravagance. Tole je zanimiv. Pa ker smo že pri občutljivosti tkanine, všeč mi je, da pa okrog kljuk, ker pa skozi šlatamo, ne glede na to, kje v avtu se nahajamo, da je pa plastika. Se veš, to je tako v hiši, ki moraš okrog štekarjev imeti malo zaščiten, če ne, rad unarja okrog tega pa med ne mara. Zaslon je integriran oziroma spuščen pod rob armaturne plošče, pa v resnici takole v praksi sploh ne zgleda izjemno velik, kljub temu, da večjega, če se jaz ne motim, v Citroenu še ni bilo. In zdaj se šel spet predelač, če se kabini posvetimo pol, ko se ustavimo, prav. Torej, prvi kilometri za mano, ne bom rekel, da sem navdušen, je pa v tej prvi fazi vožnje C5 Aircross zagotovo upravičil moja še kar visoka pričakovanja. Zdaj pa, tukaj imamo avto parkiran, poglejmo še malo kokpit, pa pojmo po vrst. Torej, ta razmeroma velik, ampak lepo integriran zaslon sem ti pokazal že med vožnjo. Nisem ti pa pokazal, kaj je pod njim, to se pravi dva cup holderja, kup enih odlagalnih površin in ena še tukaj le zgoraj, pa potem dva izhodišča oziroma izhoda USB-C. Tukaj le boste filali telefon, tukaj se prestavlja, set klasičnih stikal za upravljanje, se vidiš s klimo, če bo stale gumb na sredini držal več kot 2 sekunde, se bo izklopilo tisto piskanje oziroma opozorilnik za hitrost, pa nenamerno menjava voznega pasu, to, kar počnemo razmeroma redno. Imam pa tudi prvo mini pripombo, pa me zanima, če me bo to še motil, ko avto pride na test, in sicer tale tapecirunga je razmeroma mehka, dokler ne prideš tukaj na rob in ko s komolcem tukaj gor sloniš,
Vse skupaj deluje precej, malo trdo deluje, to mi ni všeč in to smo opazili tudi že pri Jeepu Compassu, pa so rekli, da bodo to poštimali. Zdaj je pa čas, da se preselimo v drugo vrsto, tukaj pridemo pa do prve velike spremembe v primerjavi s prejšnjo generacijo. Tega se nisem lotil niti na prvi predstavitvi v Parizu, zdaj je pa čas. A veš, kaj je drugače? To pa ne morem pohvaliti. Pri prejšnjem C5 Aircross je bila tale druga vrsta vzdolžno pomična. Zdaj pa ni več. In pri prejšnjem C5 Aircross si v drugi vrsti našel 3 enako velike sedeže. Zdaj pa ne več. Ne rečem, da tukaj noter ni razmeroma veliko prostora, sploh za glave in za kolena. Je pa situacija zdaj drugačna. Mimogrede, lahko zbereš takole tkanino ali pa usnje, seveda, to je odvisno od opreme. Drugo dejstvo, C5 Aircross je dolg koliko? 4,6, skoraj 4,7 metra in tukaj noter je zares veliko prostora, sploh v prtljažniku. Ampak, nečemu se je pa ta avto žal moral odreči. Mimogrede, a je hecen, da C3 Aircross lahko, ne v seriji, ampak kot doplačilo, ponuja 7 sedežev, bistveno večji C5 Aircross pa ne. A gre kle za to, da Citroen mogoče noče hoditi v zele Peugeotu? No in zdaj smo prišli do zadnjega konca. Prostora tukaj noter je zelo velik. Vse skupaj bo malo tudi odvisno od tega, katero izvedenko boš izbral. Eden od podatkov, ki jih navaja Citroen, je 567 litrov, tudi dvojno dno se da prilagajati. In navkljub temu, da v drugi vrsti avto ne ponuja več tolikšne fleksibilnosti, je eno dejstvo jasno. C5 Aircross še naprej ostaja avto v službi družine. Zdaj pa, da nam sam kle v senci stali pa te temne avte kazali. Tale bel se mi zdi tudi kar posrečen, ker z belo oziroma svetlejšo barvo vsi ti dizajn elementi, ki jih ni malo, zares pridejo do izraza. Veš, kaj hočem reči, ne? Tole na ta temnem avtu v senci teži opaziš. Tale vidiš je hibrid. Spreden konc je precej zaprt, kar je logično. Čakaj, zdaj smo primerjam prtljažnike, ta avto odklenem. Vidiš, ko tukaj napreš dvojno dno, je prostora pa še bistveno več. Logično. Toliko na hitro za ta prvi dan, jaz grem še kakšno furo narediti, jutri se pa spet skupaj peljemo, pa povem še kaj novega. Zdaj pa, če so že ponudili priložnosti, seveda ne smemo izpustiti. Prej sem ti jih že pokazal, tole je Citroen Ami buggy varianta. Lej, kako je simpatičen stari. To sploh niso vrata, to sta dve štangi, ki jih takole odpreš in pa te pričaka ena taka res funky kabina. Z enim takim hecnim pripomočkom, ki ga tako odpreš pa zapreš in so ga namontirali kar na volan. Ja, dober dan, kako je pa tebi ime? Ta manj krog. Malo sem že pozabil, kako je to lušten avto. Tale buggy pa sploh. Ja, kako si ti fajn. Če mi jaz kakšen kilometer preveč tukaj noter naredil, bomo spet kaj kupili. Se moram nazaj držati. Ne mi reči, da ko ga zagledaš, da se vsaj malo ne nasmehneš. Ok, dosta fnanja za danes, imamo še tiskovno, kup drugih stvari, jutri pa nova runda vožnja. Drugače pa kmalu se bo tiskovna začela. Veš, tukaj bomo imeli zvečer tiskovko, mislim zvečer, čez kakšno slabo urco. In tak luštni šotor, dober vibe. Zdaj pa, to, ki bi ti moral prej pokazati, pa sem pozabil. Mimogrede, kdor bo predstavil avto novinarjem, bomo takšen pogled in tukaj spodaj se pa rolajo njegovi govori in vse tiste stvari, ki jih med predstavitvijo ne sme pozabiti. Ok, zdaj pa k avtu. A veš, prej sem rekel, da nima več 3 enako velikih sedežev, pa predvsem, da klop ni več vzdolžno pomična. Ma pa nekaj drugega. Ja, stari, upam, da je odprt. Yes! Za začetek, nisem povedal, da je medosje tega avtomobila, ki je dolg koliko 4,6-4,7 metra, zraslo za 60 mm, kar pomeni, da profitira kufer, pa tudi druga vrsta. Predvsem pa druga vrsta je vse nastavljiva tudi po naklonu. In da ne boste rekli, da sem zanemaril vmesnik, ker prej sem govoril na splošno o zaslonu. Vmesnik mi je všeč iz več razlogov. Ta prvi je to, da so številke zares velike. Pač bistveno manjše zlo je, če že moramo tapkati po zaslonih, pa nam to načeloma ni toliko všeč, moramo priznati, da so stvari zares pregledne in jasne. O tem, da se zna vmesnik brezžično povezati z mobilnimi telefoni, ne bom zgubil besed. Všeč mi je, kako je vse skupaj nastavljen. Struktura je preprosta in seveda tudi prilagodljiva na tak zelo lahek način. Ti si lahko funkcije, za katere želiš, da se ti tukaj v osnovnem meniju prikazujejo, sam določiš. Se pravi, zagrabiš,
Pa rečeš, jaz ne bi rad, da si ti tukaj. Zdaj pa rečem, aha, kaj hočemo? Mogoče mene ne zanima tale segment, pa ga lahko vržem v koš. Pa sem dodam kaj drugega, 4 manjše elemente, dodaš plusek, pa rečeš, jaz bi rad tukaj imel piharijo, recimo. Pa mogoče še ena stvar, ki se mi je zdela malo hecna. Veš, tukaj je kupenih fizičnih stikal, ne? Ampak ne glede na to, katerega potisneš, se celotna ta ploščica pomakne navznoter, vidiš? Ampak to resnici ni pomemben. Avto ve, kateri del si ti pritisnil. Veš, kaj hočem reči? Tukaj na hitrco. Hecen tič, tale C5 Aircross. Pa če smo že kle pri avtomobilu, ne, tamle pod tistim šotorom bo tiskovna konferenca. Tukaj bomo pa, vsaj tako si mislim, večerjali. Bazen pa tokrat spustimo. Ni bilo časa, je bilo več drugih stvari, ki so bile nujnejše. Ja, pogledam, kaj bomo jedli za večerjo. Cold dishes. Se pravi, oak leaf, lettuce, rocket, andouja. Aha, dobro. Side dishes, feta, sweet corn, bacon. Aha, okej. Dressings, French dressing, salads. Aha, vidim, da si bomo sami postregli local cured meats, Balearic cheeses, varied. Se mi zdi, da že nekaj časa nismo pokukali v ozadje kakšne avtomobilske predstavitve, da si boste lažje predstavljali, kako je vse skupaj videti. Sprav, preletiš z avionom, se usedeš v testno vozilo, zbereš testno ruto, zbereš vozilo, potem greš v hotel, imaš nekaj malega časa, da se ufrišaš, pa na vrsti tiskovna konferenca, kjer zvemo še dodatne stvari o avtomobilu, zato bom ta drugi del videa jutro posnel. Zakaj bi bile tam? Vse to sem že vse povedal. Starts with a sketch, and it starts with a competition where all of the designers can contribute and propose what they think the next C5 Aircross should look like. Madonna, sem glazy. Optika Felix drugač, za te očala me doskrat vprašate, zato ker izgledajo malo nenavadno. To zato, ker je tale prigib tak malo drugačen, vidiš? Oakley temu reče latch beta, meni se zdi. Zdaj, preglobok ne bomo šli, se pride tudi avto na test, ampak kar moraš vedeti o električni izvedbi tega avtomobila je, da imaš dve varianti. Ta prva razpolaga z baterijo kapaciteto 73 kWh in v osnovi ne bi ta avto ponudil do 520 km dosega. Ta druga, zmogljivejša, večja baterija 97 kWh dosega do 680 km. Kaj pa praksa pove, čakaj, da najdemo vink. Predvsem pa tale avto mi zdaj prav, da je baterija napolnjena do 82% in to zame pomeni v praksi na takšnih cestah še 529 km dosega. Aha, sem pa jaz nekaj ugotovil. En ležeč policaj sem prevozil, da sem pogruntil, da je podvozje malo drugačno štiman, kar je povsem logično, zato ker dodatna masa pomeni dodatne skrbi za tiste, ki morajo podvozje štimati. Električen je malo bolj čvrst, ker ni nujno slabo, ker bo to občutek, ki bo marsikomu bližji. Je pa treba še eno stvar vedeti, sem včeraj posnel en dober slajd na tiskovni konferenci, kjer je bilo jasno razvidno, kako so pri Citroenu zelo pametno zapakirali celoten paket, ker ne glede na to, katero varianto ti izbereš, a ti izbereš blagega hibrida, priključenega hibrida ali pa električen avto, nikoli to ne vpliva na kakršnokoli razporeditev ali pa količino prostora v kabini ali pa v prtljažniku. Najboljš je pa najdeti lokalno delavnico pa pogledati, kaj imajo noter. Let's do this! O, stari, kaj sem jaz najdu? Sem vedel, stari! Parkiri avto! Parkiri avto zdaj takoj! To so te zakladi, stari. Veš, kaj sem avto na eni stranski ulici pustil? Hello, can I just look at the car? No, kaj pa to? Ta je pa edin na svetu, ker tole... Kjeri so te liki, stari? To je replika. To je navaden Clio z benzinskim motorjem spredi. Gledam jaz tako čak, samo to nekaj ne štima, pa on prav, ne, to smo za enega naredili. In od zunaj izgleda ka V6 z motorjem zadnji, ampak tle zadnji, tle so zici. Mašina je pa tam, ki je ponovadi pri Clio, to se pravi spredi. Že ko sem bremze začel gledati, sem bil tako, čak se malo, tle nekaj ne štima. Ampak na hitrco bi pa lahko vsega naokrog prinesel. No, vse se te Španci ne spomnejo, stari. Čak, pa še en avto ti moram pokazati. No, tale ne, ta je pa čista prav. Lega, Ford Capri, če se ne motim v svoji zadnji izvedbi. Vaj, hud, stari, le, koliko ima dolgo haubo motorja. Golf 2, ti Jerry bi imel klele kaj zadelati, ne, s temi shitbobsi. Adijo Capri,
Kakšen David Downer je bil pa ta Clio. Mi pa delali route deviation. Pardon, el roto deviacijo. Ok, zdaj pa te prvi orang test. Dobro se drži, ampak vsi novi avti se dobro držijo. Pač čutiš maso, dober občutek na zavori, vstop v zavoj, dodajanje hitrosti, krmiljenje razmeroma natančno, ampak nepovedno. Malo ima tega dead travela na vrh, več pa v redu. Tudi hitro se da peljati, ampak avto ne uživa, sej. Kjer družinski avto te velikosti, če že ni izrazito dinamično naravnan, kot recimo HPSM Alpinka, A390 pa uživa v vinkih. Noben, drugje so prioritete. Pri družini, pri prostoru, pri pogonu tudi. Ok, zdaj pa čas, da potegnemo črto. Peljal sem priključnega hibrida in električnega Toyota. In moje mnenje je, da med tem, ko pod pločevino in v kabini oba ponujata identično izkušnjo, pri vožnji temu ni tako. Moram priznati, da mi je bil malo bližji priključen hibrid, ker je vsem bistveno lažji. In tista vozna dinamika, zato smo pa prišli na Palma de Mallorco, da vidimo, kako se avto pele, kako deluje v praksi, je bolj zrelaksirana, bolj umirjena, ker je dejstvo, da ima podvozje opravka z bistveno manj mase. Ta električen se tudi dobro pele, ampak, a veš, je razlika. To je moje mnenje, vi se boste sami odločili, tudi odvisno glede na to, kakšne potrebe sploh imate. In to je to, folk, lepo se majte. Ajde, čau. Pit stop. Mislim, ne moram se peljati po cesti, videti Jaguarja XJS, pa se ne ustaviti. Kako si ti lep, Madonna, no, a prišla midva en krog. Pa poglej, kakšno mašino ima, stari, veš? To so bili časi, ki je bil Jaguar še Jaguar. No, pa če smo že pri posebnežih, ne? Kaj pa tale Rodius? My eyes hurt.